Za vse tiste, ki vas je tale korona kriza zelo, zelo prizadela. Za vse tiste, ki dejansko težko vidite še izhod iz te korona krize na tak način s svojim biznisom. Za vas je ta video. Včeraj sem govoril z enim prijateljem, ki je po svetu res večji del svojega življenja turizmu, turistični dejavnosti. Jaz mislim, da je strokovnjak, da se na poslu resnično dobro spozna. Rekel je Robert, pol hotelov na Bledu je zaprtih, tudi turistične agencije so zaprte, prav mi nimamo dela nič. In ne zgleda naslednje leto, da ga bomo imeli kaj več. Katastrofa je. In seveda razmišljal sem, kaj lahko jaz naredim, kako lahko jaz pomagam. In seveda, ko greš v analizo, sem najprej začel pri sebi. Moja poslovna kariera se je začela v 90-ih letih in evo, razmišljam ravno o tem. Da sem se lotil biznisa, je razpala Jugoslavija, kriza. 2008-2009 se spomnite, kriza. Zdaj je kriza. Verjetno bo še polno kriz vmes, ker niti sem jih pozabil že na njih, ampak se ne govorim o teh samo mojih krizah, podjetniških krizah, ki so čisto normalne. Ampak v enih krizah, ki te dejansko prizadanejo. In kaj takrat narediš? Kako sem jaz takrat odreagiral? Evo, spomnim se ene gospe, danes se sicer več ne spomnim, kaj sem jaz za eno rešitev ponujal. Ali je bil produkt, ali je bila ena rešitev, kombinacija, ne vem točno. Ampak gospa mi je rekla, Robert, kriza je. Mi smo nehali kupovati, nič ne kupujemo. Kriza je, moramo šparati, zdaj treba videti, mi ne vemo, kam bo se skup šlo. Sem rekel, gospa, kaj naj zdaj jaz naredim? Kaj naj naredim? Jaz imam danes 30 let. Ne umrem, pa pridem čez 20 let nazaj, se to sploh ne gre tako. Jaz moram v vsakem primeru danes nekaj narediti. Poiskati svojo zgodbo pod soncem, svoje kupce, svoje partnerje, svoj biznis. Moram ga poiskati. Jaz moram otroke spraviti k kruhu, moram, plačati svoje stanovanje, moram razmišljati širše. Ne moram reči, zdaj kriza je in zdaj kaj, ne grem domov, se smilim sam sebi, nekaj popijem in to je to. Ne gre tako. In niso tle, razmišljam zdaj o diverzifikaciji. Vsa podjetja se morajo poskušati diverzificirati. Tista, ki so v krizi in tista, ki lahko ocenjuje, da bo kriza prišla. Kako pa lahko ocenjujete, da bo kriza prišla? Običajno z nekimi analizami trga, ki so širše od vašega uma. Meni se zelo pogosto zgodi v firmah, kjer jim pomagam, change management, da mi oni povejo raziskavo trga. Ampak ta raziskava trga je njihova, subjektivna, iz njihove glave. En se je spomnil, en tako misel. Raziskava trga je treba narediti širše. Če ne znaš, jo daš narediti strokovnjakom. Potem pa lahko ugotoviš, če je tvoj odstotek, tržni delež, večji od 1%, te bo kriza močno prizadela. Če tvoj odstotek manj kot 1%, krize ne boš čutil, poišči nove kupce, nove trge. Ampak, što si o tem? Pogruntaj, kaj ti znaš, analiziraj svoje znanje. In ko boš pogruntal, kaj ti znaš, boš lahko ugotovil, kam bi lahko še to znanje plasiral. Komu bi še lahko pomagal? Mogoče je treba sarto moltare narediti. Mogoče si je treba pogledati širše. Danes, če ta posel umire, treba poiskati drugega. Jaz se zmeraj spomnim kovača konj. Kovači so bili v vsaki vasi, v vsakem mestu bil kovač, ki konje koval. Danes jih ni, so pa vulkanizerji. Se pravi, stvari grejo naprej. Žal mi je, da taka dejavnost kot je turizem, ker nam veliko pomeni, vsem nam veliko pomeni, ker rabimo oddih, rabimo avionske karte, rabimo obiskati partnerje na drugem koncu sveta. In zdaj v krizi. Verjetno ne bo skozi tako. Ampak sigurno pa je treba razmišljati širše. Ne mi povem zgodbo nedavno. Šel sem na eno prezentacijo odličnih vin. Super vzdušje, super ljudje. In tam je bil en strokovnjak, sommelier, ki je razlagal o teh vinih. Perfektno. Jaz sem prepričan, da je strokovnjak. Ampak razlaga pa tako depresivna, da jaz ga nisem mogel poslušati. Zato, ker je govoril monotono, enako, strokovno verjetno v nulo. Ampak jaz sem navaden človek. Meni bi mogel zgodbo prodati za navadnega človeka. In sem glih razmišljal, koliko je mogel človek se učiti, da je vse to naučil se, da vse to zna, da zna okuse, vonje, vse pozicije, da zna vse to razlagati. Samo ene stvari se ni naučil. Komunikacije, storytellinga, ne pronica v ljudi, ne zainteresira nas, nima zgodbe zadaj, vse monotono. In to je ta zdaj štos. Diverzifikacija ne pomeni nujno, zdaj smo se ukvarjali s hotelirstvom, zdaj smo ukvarjali pa s proizvodnjo avionov.
Ne, treba je poiskati naše notranja znanja, notranje resurse, ki bi jih lahko še kako implementirali, se pravi pod druge kupce po tem soncu, drugačne,